Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prejšnji teden ste bili na sejmu v Berlinu. Na kakšnem sejmu in v kakšni smeri so pogovori potekali? Gre za največji turistični sejem na svetu, imenovan Internacionalne turistične borze. Samo stojnico na tem sejmu ima že dolga leta Slovenska turistična organizacija in kot naravovarstvena organizacija, kot je javni zavod Triglavski narodni park, se zavedamo pomembnosti sodelovanja med naravovarstvom in pa turizmom. In na tej stojnici, ki vključuje slogan I feel Slovenija, daje ta slogan na skupni imenovalec, kar pomeni gospodarstvo, turizem, šport in pa odgovoren odnos do narave, sem predstavljal pomembnost kulture, kulturnega delovanja, življenja prebivalcev povezanega s kulturo v zaščitenih območjih, v povezavi s turizmom in pa v povezavi z privabljanjem turistov, kakor tudi do tega, kako se turisti v okolju obnašajo in da je prav tako tudi njihovo vedenje v naravi del kulture. Na kaj je potrebno paziti turistom, ko prihajajo v Triglavski narodni park? V Triglavskem narodnem parku so zaščiteno cvetje, med drugim tudi divjad. V Triglavskem narodnem parku veljajo določena pravila. Predvsem naša želja je, da v Triglavski narodni park prihajajo trajnostno, kar pomeni, da ne uporabljajo vedno svojih vozil, da poskušajo priti z javnim prevozom, z vlakom, z avtobusom ali da se jih pripelje več skupaj. Poleg tega pa, da se pred planiranjem poti seznanijo s temi pravili, da vedo, na katero območje prihajajo, kakšna so tam pravila, predvsem pa tudi, bom rekel, zaradi njihove zaveščenosti, kar vpliva kasneje tudi na njihove navade, da razmišljajo o tem, zakaj ta pravila ostanejo, ker razlog za vsaka pravila je nekje v smislu naravovarstva, tako kot ste rekla, ali v smislu ohranjanja biotske raznovrstnosti same flore, kakor pa tudi favne. In kakšna je bila udeležba strani Slovenije na tem sejmu? Udeležba je bila strani vodilnih destinacij. Poleg tega sta se sejma udeležila tudi direktorica Slovenske turistične organizacije, gospa Maja Pak, veleposlanica Republike Slovenije v Berlinu, predstavnica Inštituta za kulturo v Berlinu, poleg tega pa tudi, bom rekel, pomembni novinarji z področja turizma in pa novinarji dejansko, ki dajo informacije ljudem, ki prihajajo na območje Slovenije in pa seveda tudi na območje parka. Hvala lepa za pogovor. Ja, hvala lepa tudi vam.